meni denar pač ne pomeni dosti. Jaz z njim ravnam, tako da ne vem, v katerem žepu ga imam, v kateri bundi ga imam, pa ne zato, ker ga imam preveč, ampak isto je bilo, ko nisem imela denarja. Ni šans, ne, Porsche, Ferrari ni pogojen sedu. Tudi Mitja je dejansko hotel, da si kupim Porsche, ker ni šans, pozabi, ne bom se s tem vozila. Če bi kupila stanovanje, bi ga oddajala in bi ga oddajala tako, da se bi meni zdelo fair za pač te ljudi, ki pridejo noter. Si bomo privoščili, ko zadanemo na loto, je bila vedno. Ti ne dajam na socialno mreže, ker pač to bom. Just go for it. Lepo pozdravljeni v novem Metropolitanovem podcastu. Moje ime je Katarina Matejčič in to je investitorka v Pradi. In kot že ime pove, se bomo v našem novem podcastu ukvarjali z investicijami, denarjem, poslom, uspehi, neuspehi in tudi predvsem razbijali tabuje, ki se še vedno dotikajo denarja. In prav zato sem ekstremno vesela, da je moja prva premierna gostja Petra Parovel, ki je seveda, ne rabimo posebej predstavljati, pa vendarle izjemna ženska, uspešna podjetnica, vplivnica, ter seveda zraven tudi mama, žena, sestra, prijateljica, hči, predvsem pa ženska, ki navdušuje množice in tudi gradi eno veliko skupnost okoli svojega posla in okoli svoje blagovne znamke, tako da dobrodošla. Hvala. Omenila sem tabuje, zato sem rekla, da sem še posebej vesela, da si ti prva gostja. Ti pa zelo iskreno govoriš o poslu, o težavah, razkrivaš celo številke, kar je redko. Zakaj in ali se ti zdi, da tudi zato ljudje bolj verjamajo temu, kar počneš in radi kupujejo tvoje stvari? Jaz sem še preden v bistvu svoj nastal, je v bistvu izhajalo iz mojega osebnega nekega pristopa na spletu, torej Instagramu takrat prvotno in že takrat je v bistvu iskrenost bila na prvem mestu in pač ta transparentnost in potem, ko smo odprli svoj, se je to nadaljevalo. Zdaj tako smo na točki, ko več ne moremo vsega povedati, pa ne govorimo o številkah, pač govorim nasploh o čemorkoli se praktično dogaja v ozadju, ne, moraš malo paziti, ker smo se že dostikrat opekli in vse. In ja, absolutno je res, da zaradi tega mogoče ljudje bolj čutijo znamko in se bolj pač povežejo z njo in so hvaležni za neko transparentnost, po drugi strani pa te zna to tudi pohoditi v določenih trenutkih, ko se kdo obesi na kakšne tvoje besede oziroma razkrite podatke, ki jih drugi mogoče ne razkrivajo in potem moraš zagovarjati in stati za svojimi besedami in tako da pač malo je dvorezen meč, no. Ampak nikoli ne moramo vseh ljudi zadovoljiti, tako da seveda kritike tudi rabimo. En stari finančni maček mi je pred leti rekel, da so finance kot mišice. Okay. Torej, najprej jih moraš natrenirati, potem pa to vzdrževati. Glede na to, da ti izhajaš iz točno tega biznisa, torej športa, trenerstva osebnega, ali se ti zdi, da to drži tudi za posel? Torej, najprej ga natreniraš in potem to nekako vzdržuješ in nadgrajuješ. Nam se je zgodilo, kar se večini poslov ne na začetku, in sicer je bil boom oziroma velika rast na začetku prvih 2-3 letih, bom rekla že, je šlo skoraj krat 2, če ne več, in iz prve smo že razprodali vse pajkice in tako naprej. Torej, prve release, ki smo imeli, so bili že boom, ne. In zdaj na tej točki, kjer smo, oziroma zadnje 2 leti, bom rekla zadnje leto, se trudimo, da svoj ni samo trend in da ne ostane kot neka pač modna muha v Sloveniji, bom rekla, ampak da pustimo nek pečat, nek statement, da pač se ljudje spomnijo na nas tudi čez 10 let. Tako da zdaj smo na tem v bistvu, mislim, da zaradi tega, da je treba še bolj delati na tem vzdrževanju in bom rekla, je kar težje, no, kot sem si predstavljala. Na splošno športniki pravijo, da je lažje zmagati, kot potem to zmago potrjevati in verjetno enako v poslu. Ampak seveda poslu ni samo vse lepo, vse dobro, ne, ko ljudje gledajo tvoje posnetke, slike, se zdi, kot da vse cveti, ne? Pa vendarle, kaj ti je bila recimo do zdaj najtežja šola v poslu? Kaj je bilo tisto, kar te je morda za kakšen dan malo prizemljilo, postavilo na realna tla in si ugotovila tudi to, kar si zdaj rekla? Torej, da ne želiš, da je to nek trend, muha enodnevnica, ampak da želiš,
da to znamka, ki združuje, povezuje, gradi, raste in se razvija s tabo. Ja, v bistvu moj prvi osebni tak moment je bil, ko sem ugotovila, da bom mogla dejansko biti šefica in udariti po mizi, ampak to je bilo že v zgodnjih cajtih svoja. Takrat, a veš, ko rečeš, ojoj, ne bom mogla biti v svojo ekipo kot pač njihova prijateljica in tako naprej, pač dejansko moraš potem izstopiti ven iz tega in reči, ok, jaz sem zdaj na tej poziciji in pač dajmo delati, kot je pač treba v poslu delati, ker dejansko vsak posel mislim, da prije, oziroma vsak lastnik prije do te točke slej ko prej. Pri nas je bilo to še toliko hitreje in posebej zaradi tega, ker smo med sabo zelo povezani, pa moža imam noter, pa najboljša prijateljica in tako dalje. In pa sestro, ne? Sestro tudi, ja. Torej familiarni biznis, ne? Familiarno, ja. In pač ja, je bilo še toliko močneje, bom rekla. Druga, bolj poslovna, zadeva pa je bila to leto. In sicer ne dosti časa nazaj, summer sale so bili in je bilo prvič, da na strani ni bilo več ljudi kot eno leto nazaj. In kvečemo manj, ker sicer smo pred tem imeli praznovanje 5. rojstnega dneva in smo imeli še neko aktivacijo 2 tedna prej, kar je tudi veliko stvari je vplivalo na to. Ja. Polko se da vse skupaj je še vedno rast in tako, ampak ja, to je bil tisti trenutek, ko smo bili vsi za računalnikom in gledali te številke in je bilo, kaj se je zgodilo, kaj smo narobe naredili? Kaj to je res? Mogoče kaj ne dela? Kaj se dogaja? Tako da, ja, je bil tak neka šamarčina, bom rekla, ok, you have to do better, ne? Pač. In kaj si potem naredila? Kaj bo naslednji korak? Ja, v bistvu, nekako smo se z ekipo, smo iskali razloge, večjih je bilo nas, tako kot sem rekla, ampak prvi največji mislim, da bil ta, da na kontentu, torej na Instagram, vse to sem tudi potem javno za nacionalno televizijo povedala, da nismo bili toliko konsistentni oziroma toliko močni na kontentu, torej na temu Instagram, TikTok momentu in Facebooku in ni bilo organskega prihoda ljudi tako velikega, kot je bilo pač prejšnje leta. Tako. Glede na to, da res veliko gradiš na kontentu, na social medijih, ne, se kdaj bojiš, da se bo cel ta trend social medijev spremenil, da se bodo navade ljudi spremenile, vsakeč prihaja nova generacija, da bo treba na nek drug način prodajati. Imaš morda plan B, kaj če Instagram, ne vem, ni več to, kar je v tem trenutku, ne? Ja, itak ta strah je, zato ker nam je to core, ne? Torej nam so socialna mreža core. Ampak jaz mislim, da čim se bi ali socialna mreža ugasnila ali pač karkoli bi bilo, recimo dramatičnega, da bi ljudje našli pač nekaj drugega in nas našli po neki drugi poti, ker pač imamo dejansko res ljudi, ki nam čisto zvesti ostajajo in pač nas želijo in nas podpirajo in vse, tako da oni bi sigurno našli pot in pač hkrati bi potem tudi mi našli neko pot do novih kupcev, mogoče tako. Bolj se bojim trenutka, pa še ne vem, imamo email marketing, recimo imamo močen, imaš opcije za prije do ljudi, no tako. Po drugi strani pa ja, kar se bolj bojim, je pa ta moment obračanja trendov, ki si omenila. To pa vsak dan v bistvu razmišljam že o tem, če sem čisto odkrita, zato ker se trendi ves čas spreminjajo, posebej na socialnih omrežjih, kjer je res pač res iz danes na jutri se zna kaj zgoditi in potem pač se moraš obračati po temu. Nove generacije itak so drugačne. Ja. Tako lepo reči. Ja, ne, res. In čisto drugače gledajo stvari in tako da recimo zdaj smo zaposlili eno mlajšo punco, ki tudi mogoče daje neke svoje insights noter, pa večkrat skozi njene oči, pa potem je še moj vidik povem, pa probamo najti neko skupno, mislim, zdaj smo imeli sestanek isto. Ona je rekla, ja, rečemo, da se obrne na ChatGPT in jaz ko, 5 let starejše ženske od mene niso vse na ChatGPT-ju, to bo malo težko. A ja, misliš? In jaz ko, ja, a veš, in pol, ok, kako bi torej mlajšo generacijo, pa ne bom rekla starejšo. Ampak rečemo starejšo, ja. Štejemo starejšo generacijo, tako da brez težav povemo to. Niti, jaz nisem niti. V glavnem, ja, kako boš oboje skupaj pač zajel v nekem in kontentu in pač na koncu z nekimi dizajni, ne, ker tudi to moraš gledati. Tako da jaz mislim, da vsakega, ki dobiš novega v firmo mlajšega, kljub temu, da mogoče določene stvari ne moreš požreti, ker so toliko nove in je, kaj ti veš,
jaz vem, ne, če sem več časa v biznisu, valjda moj posel, valjda vem, ampak hkrati ti pa da nek insight, ki je tako, dej probajo malo poslušati, dej probajo malo, a veš, dejansko imaš določene stvari prav. Slučajno veš podatek, koliko ljudi se ti vrača, ker seveda treba nagovarjati vedno nove stranke, ampak pomembno je tudi zadovoljstvo obstoječih, ne? Ker najtežje je, da ti vsakič novega nagovoriš, ne? Kako se ti vračajo, imaš kakšen podatek, ne vem, recimo koliko na leto pridejo na spletno stran, koliko produktov na leto kupijo, ne? Koliko so zveste stranke? Dobro, tega nisem gledala, koliko produktov kupijo in tako, ampak mogoče lahko, vsak dan mi pač spletna stran pokaže, koliko je obstoječih kupcev, oziroma koliko se jih je vrnilo, koliko je novih in je, mislim, da je 60 do 70% teh, ki se vračajo, ostalo so pa potem nove. Ampak mi večinoma delamo na tem, da se stranke vračajo, ker to pomeni, da so zadovoljne, da bojo še mami povedali, prijateljici, hčirki mogoče, ki kupijo, odvisno spet, koga imajo po sebi in to nam je nek tak največji dosežek. In jaz mislim, da se izgubiš tudi kakšno stranko vmes, daleč od tega. Lahko dvakrat imela smolo, dobila pač produkt, ki pač ni bil okej, ker tudi to se dogaja. In potem recimo je na nas, kako bomo recimo reklamacijo obravnavali, kako bomo z njo se skomunicirali in če se ta stranka vrne, recimo še nek tak plusek za nas. Pa ne govorim finančen, ampak tako pač prav... Osebno zadovoljstvo. Ja, dejansko pač si naredil nekaj prav. Koliko kupijo produktov letno, ne vem, 5, 6... Tako, po moje je kar velika številka. Zelo širiš svoj portfelj izdelkov, začela si s pajkicami, kot si rekla, zdaj je to tako rekoč se lahko človek pri tebi popolnoma obleče, ne? Če se ne motim, od spodnjih hlač do hlač, torej dolgih hlač, blazerjev, torej lahko si športen, torej popolnoma športen in greš na fitness, pilates, jogo, teč, hoditi, lahko greš pa tudi tako rekoč v službo. Do kam misliš, da bo ta tvoj portfelj šel, kam še želiš iti, bi rada dodala, ne vem, parfume, ne vem, kaj za dom, joga podlage, nimam pojma, kam, morda celo superge, čevlje, nimam pojma. Joga podlage že imamo, ampak so bile tako drage, da pač jih bomo verjetno dali ven iz pač portfolja. Superge sem naročila in spet je toliko draga nabavna cena in sem vprašala, ta plus imam, da lahko moje stranke moje stranke, pač community direkt nagovorim. In testiraš. Ja, prek mojega socialnega mreža, prek mojega imena. In sem jih vprašala, če bi kupili superge za 90 €, ker pač na količino superg, ki jih lahko kupimo trenutno, je pač nabavna cena seveda dražja in potem z vsemi davki in vsem, kar pride v Slovenijo, pač bi mogli prodajati superge za 90 €, da bi nekaj dobili ven, ne da bi živeli naprej, ogromen plus delali, tako, da bi lahko jutri zaprli, ne, ampak pač, da dejansko lahko pač furaš firmo naprej. In jih je premalo odgovorilo, da ja, jih je 1200 odgovorilo ja, medtem ko bi teh superg mogli naročiti 2 jurja. In pol smo rekli, okej, ne bomo, nismo mogoče še na točki, so pa ful dobre. Ostale stvari, kar se tiče, sem odprla pa še en brand, to je Swai-Care, ki je v bistvu bolj za kozmetiko in bolj za take stvari, ki bi jih mogoče jaz razvijala, pa mi ne spadajo v Swai. Ker še vedno Swai je športna znamka, kar se tiče oblek, gledamo, da je vedno vse udobno. To je pač prva stvar, mora biti udobno, če ni udobno, potem to ni za nas. In torej ne morem imeti, ne sklada se mi koncept, da bi dala še not svoj parfum, izdelke za dom in tako, pa bi jih, ker je to ena izmed mojih, ne bom rekla strasti, ampak takih nekaj, kar ti je blizu. Tako, ja. V Swai-Care bi pa šlo. To je bil nekako ok, da gremo še eno firmo odpred, pa pač potem lahko dejansko ločiš. Mogoče kakšne izdelke, ki bi jih imel, pa pač ne grejo tam not v Swai. Kaj pa trgi, zdaj si prisotna v Sloveniji, Hrvaška, testiraš predvsej Italijo, rekla si, da boš do konca leta se dokončno odločila, ali tam ostajaš ali ne. Imaš še kakšno državo, kakšno regijo, ki se ti zdi, da bi jo znala dobro nagovoriti? Rekla si Slovenija, Hrvaška, dobro razumem potrošnike. Je še kakšna regija, kjer misliš, da jih razumeš? Ja, zdaj smo tako, jaz sem mislila, da Italijane razumem, ampak smo pred približno ta mesec smo zaprli Italijo. Aha, dokončno. Ja, torej niste počakali do novega leta? Nismo počakali do novega leta, to je pa zato, ker je ena sodelavka, ki je prvotna učiteljica, se odločila, da gre nazaj učiti, ona pa bila edina na italijanskem trgu in sem rekla, kaj je mogoče, da za sign, pač, da dejansko res zapremo.
In pač glede, mislim, dosti se pogovarjam z valjda finančnico, ki pač ima vse čez, kar se tiče financ. In ja, je rekla pač, da smo na točki, kjer bi mogli nekaj narediti, no. Ker je bil pač minus, tako da Italija se je zaprla in zdaj se v bistvu odločamo, če gremo še na kakšen drug trg ali pa probamo Hrvaško pač poharati do konca. Ker meni je, jaz mislim, da če se zgradi nek dober community v neki državi, recimo kot se je zgradil v Sloveniji, se bodo te stranke vračale in je pač zakaj ne ostati tam, zakaj ne vlagati tam, ne? Če pa povsod malo vlagaš, v Italijo recimo smo premalo vlagali. Italija je 60 milijonski trg, vlagali smo manj kot v Slovenijo. Ne, ki je 2 milijonski trg. Ni pogoja na svetu, da gre to skozi. Ampak pač enostavno ni bilo financ. Se ti zdi morda bolje, da bi šli bolj proti jugu, torej Bosna, Srbija, tudi relativno velik trg, še večji kot Hrvaška, pa na nek način so nam podobni, imamo neke skupne stvari. To so vsekakor ženske, ki so rade lepo uštimane, veliko dajo na to. Je morda to nekaj, kjer bi vsaj probala raziskati, kaj se ti zgodi? Ena velika tukaj točka, ki zaustavlja, so sigurno carine tam. Tako da že enim par puncam, recimo influencerkam, smo probali poslati paket in se je konkretno zakompliciralo. In kaj vse to potegne potem za... Torej, če ni v EU se stvari... Ja. Tako da bi mogli praktično seliti firmo oziroma narediti neko podružnico dol, neki mogli narediti skladišče. In trenutno, glede na to, da imam za roditi in vse, bomo še malo počakali s tem. Ja. No, saj sem mislila, mogoče malo daljši, kot samo 1 leto. Ja, ne, zaenkrat ne čutim, no, čisto odkrito. Zaenkrat ne čutim, bolje mogoče kakšna, ne vem, Poljska, kaj takega. Romunijo smo razmišljali, potem se nismo odločili. Mislim, da je bil problem pošiljanja. So druge stvari tudi zadaj, ki ni sam fora, ali boš ti razumel ljudi ali ne, ampak kaj so še druge mogoče zadeve, kjer te potem ostavijo? Ovire, administrativne carine, druge komplikacije, na katere morda sploh ne pomislimo, dokler tega ne začnemo resno delati. Rekla si, da se ti je biznis veliko spremenil, ko si najela finančnico, si jo tudi že sama omenila. Kaj konkretno in kaj si se recimo ti naučila od nje? Rekla si, ko si začela svoj biznis, nisi imela pojma o biznisu. Kaj je zdaj drugače, odkar je ona v podjetju? Zdaj, nasploh ona v biznisu me ni dosti naučila, pač kot takem, zato ker kar se biznisa tiče. Kar se tiče financ in biznisa, jaz še zdaj nimam pojma čisto odkrito, ker pač mi ona vodi vse in pač zdaj je tako dobila potem še sodelavke, ki pač pomagajo določene stvari in tako. Tako da imajo one vse čas, jaz v bistvu samo vprašam. Jaz razumem bolj marketing in če rabim kakšno informacijo iz financ, ki mi pomaga pač pri marketingu, potem jo pač vprašam. Drugače pa pač se ne dotikam kaj dosti tega, ker dobesedno ni moje področje, no, res. In raje vzamem nekoga, ki pač zna stvar in pač naj rešuje ona. Torej, dokler denar tam je, vse v redu. Ja, tako. Ste kdaj morda razmišljali, da bi podjetje ali pa vsaj en del selili na Hrvaško, sploh zato, ker imaš močen hrvaški trg in ga želi še nadgrajevati in širiti. Veliko firm se zdaj odloča, da seli vsaj en del proizvodnje ali pa zaposlenih tja, zaradi davkov, zaradi plač in podobnega. Ste kdaj razmišljali, da bi morda se tudi na ta način ognali mogoče kakšni težavi, ki zdaj je zato, ker izvažate v sosedno državo? Hrvaška nikoli ni bila problem za izvažanje, čisto odkrito, ker Hrvaška 1 do 2 dni še vedno pač rabi. In večinoma GLS tudi razvaža, Pošta Slovenija ima tudi pošteljeno. Načelom, sosednja država je in ni Italija. No, bolj v smislu davkov, plač zaposlenih tega. Torej, kar se davkov oziroma financ nasploh tiče, čisto odkrito je bil moj mož na temo, da bi svoje podjetje selil. In ko se je v bistvu pozanimal za vse in je ugotovil, kaj vse potem potegne za sabo od vodenja in vsega, je rekel, da plačaš enako za to vodenje, kot če bi plačal davke Sloveniji in pač se ni odločil. Tako da, če se on ni odločil, ki se je res pozanimal na tem, nismo še tam, no, ni. Zaenkrat, jaz bom tako rekla, Slovenija pač je meni osebno grozna, kar se tiče vseh davkov in vsega, ampak vse tudi ostale države niso daleč tam, čisto odkrito. Ne vem, od teh recimo božičnic zdaj, ki so naredili, recimo ta zadeva se nas sploh ne dotakne. Potem so pa kakšne stvari, ki se nam dotaknejo. Ne? Božičnice recimo smo vedno dajali svojim zaposlenim. Koliko približno ste dali? Ste dajali več kot teh 630? Ja, ker zdaj neka osnovna
cena oziroma predlog. Ja, to pomeni, da jaz zdaj od 2000, ki sem dajala in je bilo obdavčeno, zdaj 600 € ne bo obdavčenih, meni je še boljše. Mislim, absolutno, ja. Je pa res, da ti lahko daš, nekateri pa ne. Sej to je pa druga stvar, ne. To je pa res čisto druga stvar. Ampak ja, za to leto recimo, ki vem, da bo šlo skozi, vprašanje, kaj bo naslednje, za to leto je okej, za naslednje lahko nas bo to tolklo, ne vem. Ne. Kaj pa selitev proizvodnje v Slovenijo? Tvoja konkurenca je en del že preselila, če se ne motim, ti delaš stvari oziroma šivajo na Kitajskem in v Turčiji. Tako je. Kar seveda se je v koroni pokazalo lahko tudi kot minus, in je kar nekaj firm bližje pripeljalo proizvodno, ker če se ti cel svet ustavi, pol Kitajska je res daleč. Si razmišljala, da bi vsaj en del, mogoče tisti, kakšen, da bi imela nek tak high-end, kakšno znamko, ki se jo splača tukaj šivati, ker res mora biti v nulo narejena in bi ljudem mogoče tudi pomenili, pa bi dali 10 € več za to, da piše Made in Slovenija. Ja, nažalost 10 € več je premalo, čisto odkrito, ker pač eno je, da imaš ti proizvodnjo, ne tako kot je pač naredila konkurenca, ne vem, kakšne stroške imajo oni, ampak eno je res, da imaš ti svojo proizvodnjo in iz tega izhajaš, drugo je, da proizvodnja ni tvoja in že tako, torej, Slovenija nima svojega blaga, ga moraš uvoziti ali iz Bangladeša ali iz Kitajske ali pač iz kjerkoli ga pač dobiš. Da ne govorimo o zadrgah in vseh teh ostalih, ne vem, silikonskih zadevcah, logotih, vseh ostalih detajlih, ki jih potem daš v bistvu na izdelek. Torej, praktično izpovsod pripelješ in potem tukaj zašijo skupaj, grdo rečeno, tako je, in potem pač napišeš Made in Slovenija. Ne, se imaš ti določene procente, pač koliko narediš tukaj v Sloveniji in pol lahko klemaš Made in Slovenija, ampak to se da zelo lepo zakamuflirati in vse, tako da v bistvu, ko sem se začela, ko je prišla ideja, da bi delala že stvari v Sloveniji, ker sem jih tudi probala, v bistvu celo prva majčka, ki sem jo dala kadarkoli ven, ki ni bilo še pod svojem, ampak je bila It Starts With You majčka, je bila delana v Sloveniji in je bila nabavna cena 20 €. Govorimo o neki čisto navadni majčki. In ne, 20 € brez potiska. In potem še potisk, ki je v Sloveniji stal, ne vem, 4 €, pač tako bolana cifra takrat. Zdaj bi dobila že malo bolj poceni, ker pač so večje količine, ampak kakorkoli obračamo, pač ni šlo skozi in folk niti ni brigalo, pač, da je delano v Sloveniji takrat. Sicer je bilo to 5 let nazaj, ko je bilo še malo manj ozaveščenosti o tem, ampak bom rekla tako, če se kdaj ponudi prilika, bi z največjim veseljem delala v Sloveniji, z največjim veseljem, ker mi ni, valjda ni okej, da se pač z največjim veseljem. Samo jaz mislim, da je to long way to go. Ker že zdaj ljudje nočejo dati 400 € za pajkice. Im je predrago. Glede na to, da toliko stvari kupuješ iz različnih koncov sveta, da šivaš druge, koliko v firmi tudi gledate, recimo, kaj se na borzah dogaja, ne vem, da se neka surovina, ki jo ti potrebuješ, podraži, da se kontejnerski tovor, kar pomeni, da ti rabiš vse sam pripeljati, podraži. Ste že tako veliki igralec, da take stvari tudi vkomponirate v svoje finančne izračune, ali ste pač še vedno manjši in morate pripeljati takrat, ko pripeljete, kupiti takrat, ko kupite in v bistvu ne morate nekih teh makroekonomskih zadev vključevati v svoje poslovanje? V bistvu končna nabavna cena, ki zajema torej vse od prevoza in vsega, je vedno zaračunana na podlagi tega, koliko je ta zadeva stala za pripeljati v Slovenijo in vse. Tako da to vem, da je rešeno. Nismo pa še na točki, ko bi se lahko igrali v smislu, ne vem, da vemo, da se bo nekaj podražalo, zato ker je pri nas, zdaj smo še vedno na točki, da ko se nekaj razproda, pač mi moramo naročiti, pika konec stop in ta zadeva mora priti k nam. Zdaj, če bi cene šle abnormalno gor, bi potem tudi ceno artikla mogli zvišati, govorimo o 1 €, ne govorimo o 10 €. Če bi delili v Sloveniji, ja, bi šlo to več gor, ampak ne, ni tak problem, no, čisto odkrito. Zdaj enkrat, če to so, v bistvu na daljši rok se pozna, ne, na eno stvar, ko se ti spremeni za 50 centov, se ne pozna. Mogoče pa prišparaš na kakšni drugi za 50 centov, ker si pač dal z ladjo prevoz na mesto z letalom, oziroma celo več kot 50 centov bi se poznalo v tem primeru. Tako da nekako se poklapa na koncu. Tudi mi, realno, mi smo začeli v koroni so cene prevozov bile višje kot zdaj. Tako da jaz še vedno izhajam iz cajtov, ko je bilo najvišje. Torej, zdaj v bistvu kar poceni. Ja.
Mislim, poceni, ja. So pa druge stvari šle gor, no bom rekel tako. Omenili sva že božičnico, veliko je zdaj govor v zadnjih 2 letih sploh o nagrajevanju zaposlenih in tudi v smislu udeležbe na dobičku in tudi v lastništvu. Sicer ste še mlado podjetje, pa vendarle si kdaj razmišljala oziroma imaš to kot nek cilj, da bi morda en del podjetja prepustila zaposlenim, ne, da so zato še bolj zagreti, da so še bolj lojalni, ker v končni fazi s tem delajo tudi zase. Je morda to v neki prihodnosti, malo daljši, ena od tvojih idej, sploh ko se bo podjetje še širilo in še raslo? Ja, da bi zaposlenim pustila procent, bom čisto odkrita, ne vem, če imam v firmi zaposlene s takšnim profilom, da bi jim to kaj dosti pomenilo, oziroma da jim bi kaj dosti spremenilo, zato ker jim dosti pomeni prosti čas. Primorska je vseeno malo bolj tako, oni hočejo, da je ležerna. Tako, ja. Malo sieste. Tako. Mogoče je kakšna, mislim, se najdejo enih par zaposlenih, ki bi to sprejeli, ampak načeloma meni največji strah je ta, da bi potem izgubila svojo svobodo in zato tudi podjetja še nisem dala nobenemu v roke kakšen delež in to pač nisem odstopila, tudi če so bile dobre investicije in dobre ponudbe, nisem, zaradi tega, ker imam pač ta svoboda mi največ pomeni, ker vem svojo vizijo, vem svoj cilj in če bi mogla nekomu zagovarjati te svoje neke odločitve, ideje, pol bi me tako kar Rada si v celoti sama svoj šef, popolnoma. Kar z tega tiče, ja. Kaj pa druga stran, torej si kdaj razmišljala o tem, seveda spet na dolgi rok, da bi pa podjetje popolnoma prodala. Torej, da bi rekla, dovolj imam, dovolj sem naredila, imam družino, imam otroke, imam za dobro ceno prodam, bom samo prodala in uživala. Ne, to se ne bo nikoli zgodilo, ampak ja, če bom imela kdaj vsega vrh glave, absolutno sem razmišljala, da se kdaj pač proda in tako nisem še tam, ker mislim, da še dosti lahko naredim in dam podjetju in pač podjetje na koncu meni in pač vsem zaposlenim. Ampak, da bi pa zdaj prodala in dvignila noge v luft, to pa zame ne bo šlo. Bi pa začela kaj popolnoma drugega delati? Ja, sigurno. Mislim, tako, ne predstavljam si sebe pri 60 letih še vedno prodati pajkice. Tako bom rekla. Tako da sigurno bo prišla točka, ko rečem, zdaj, ali bomo čisto spremenili koncept, tudi to je možnost, ali pa pač se proda, ampak ja, dvignila na noge sigurno ne bom, ne. Če bi slučajno prodajala, bi ti bilo pomembno, ali prodaš nekemu skladu, ki ima to za neko srednjeročno naložbo in potem proda, ali prodaš nekemu konkurentu, strategu, ki bi dejansko nadaljeval to tvojo zgodbo. V končni fazi je to neke vrste tvoj otrok. Ja. Ljudje dostikrat s temi poslovnimi otroci zelo čutijo. Ja. Bi se tebi zdelo pomembno, kdo bi bil novi lastnik? Ja, absolutno, sigurno. Mislim, da nimam nič dodati, to je dovolj. No in ker sva ravno pri strategih, najbolj znano podjetje na svetu, ki dela pajkice, so Kanačani Lululemon, ki jim letos, saj kar se tiče borze, ne gre dobro, kar seveda je vedno zelo nenavadna stvar, ker njihovi prihodki so kar v redu, pa vendarle je v letošnjem letu delnica izgubila ogromno in bila je tam tudi na okrog $420–430, zdaj sem šla prav pogledati, danes je tam okrog 170–180. Se bojiš, da je to nek širši trend, ki se dogaja na tem šport, well-being, zdravje, ne, dobro počutje, rekreacija, da je to nek svetovni trend, ki se morda širi na to panogo in da lahko tudi po vašem podjetju udari, ali smo mi vseeno še tako izolirani in imaš ti toliko svoj način dela, da je to tam nekje daleč na borzi, na drugi strani Atlantika. Ja, si tudi Nike je recimo padlo, tako. Ampak jaz mislim, da je veliko razlogov, zakaj je to tako. Prva zadeva je ta, da je dosti manjših podjetij s pajkicami prišlo, kot je Swai, pa ne vem, OneReactive in je zdaj več. Tako, dosti manjših podjetij, ki je zdaj kar naenkrat malo zraslo, pa je vsakemu vzelo kakšen manjši delež. Potem imamo Alo brand je totalno zrastel in je velik konkurent Lululemonu, zato je Lululemon recimo to izgubil. Je pa dejstvo, da pajkice več niso toliko popularne po svetu. Slovenija je druga.
Ne? Slovenija Mi smo malo zadnji. Ja, res smo zadnji. Tako da še nekaj cajta bo sigurno rabilo, kakšne 2 leti, po moje, prejem prija do tega pri nas, ampak načeloma smo že pripravljeni, ker dosti sledim tem trendom. In imamo že širše pajkice, širše trenirke, v bistvu office imamo, ki jaz roko na srce, recimo včeraj, ko sem gledala, jaz bi rekla, da se office bolj prodaja kot pajkice trenutno. Torej se je trend že nekoliko obrnil. Jaz mislim, da ja. Tako da s tem nekako nas vlečemo počasi ven, upamo, da bo, ne vem, bomo videli na daljši rok, ne. Se pa bojim, ja, absolutno. In zdaj je tudi na socialnih omrežjih, potem, ko sem prebrala tvoje vprašanje, ko sem jih poslala, me je začelo targetirati ravno to, da je pač, da so pajkice pase, bla, 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 bla. Bomo videli. Ja. Kaj pa druga opcija, ne, da so govorili zaposleni, popolna prodaja, ker so ravno omenili Lululemon, oni so imeli zelo, zelo uspešen IPO, tako da tisti, ki so takrat vložili, so dobro zaslužili. Bi morda to bil en tebi cilj, da bi dejansko prišla tako daleč, da bi šlo podjetje na borzo, to seveda pomeni, da vstopijo drugi lastniki noter, ne, pa še vedno lahko ti samo manjši delež v IPO spustiš na trg, da bi dejansko postala nek global player, tudi na ta način. Zaenkrat nisem tam miselno in osebno, ker pač, če bi zdaj se vrnila v svoje 20-25 leta, je bil takun sky's the limit moment in jaz zmorem vse. Zato sem tudi danes, ker sem, tako da pač hvala Bogu, da je bil ta moment. Ampak nimam pa več tega sky's the limit in whatever it takes, ker pač na koncu dneva moramo sami sebe malo zavarovati osebno, da pač ne zgorimo, da svoji družini damo dovolj, pa ne finančno, ampak pač časa, ljubezni, tako da ne. Kako pa vseeno varuješ podjetje? Rekla si, letos še lahko damo božičnico, ne vemo, kaj bo drugo leto. Kako na nek način tudi finančno skrbite, da, ne, ker zdaj predvsem vlagate v razvoj, v širitve in vse, pa vendarle je zdaj tam neka zaloga za hude čase, za leto, ko je morda slabše, ne, ker seveda pridejo leta, ki so boljša in slabša, ne, mogoče niso slabša v smislu dejanskega minusa, ampak slabša, da je pa prodaja nižja, kot je bila leto prej. Kako to balansirate, ker enkrat, ne, prva leta seveda težko pa je biti morda 20 let, vsako leto, ne vem, dvostopenska rasta. Ne. Ja, je res. Tako, nekaj malega imamo na strani, ni zdaj to, da bo preživelo, če pač pridejo res hudi cajti, niti približno, ampak jaz mislim, da imamo pa toliko v zalogi, da bi z aktivacijo communityja lahko pač prišlo zaradi zaloge nekaj denarja not, torej bi, ne vem, po manjši ceni kupili in na takšen način bi potem imeli več financ, da bi lahko pač razpolagali in plačali te stvari, ki so nujne. Ne. Absolutno to ni dobro za firmo, ampak pač za obstoj pa jaz mislim, kar se tega tiče, imamo ase v rokavu, no. Spim mirno. Niste, da ne razmišljate o tem, v bistvu ste pripravljeni tudi na hude čase. Ja, mislim, ta prvi rok bi preživeli, ne. Ja, seveda, če to traja večno, potem ne, malo bi preživeli, ampak ja. Gremo se naprej, da vedno tudi zelo poslovanje preoblikovati, glede na to, kako si že širila portfelj, ne. Verjetno tudi v krizah so vedno vojni dobičkarji. Da se vedno da najti nišo, izdelek, ne, panogo, kjer se pa da cveteti. In sploh ti s hitrim odzivanjem očitno dobro jahaš te valove gor in dol. Kaj pa osebno? Rekla si, zelo si bila poslovno neuka, praviš tudi ne spoznam se popolnoma na finance, pa vendarle, kako skrbiš zase, za svojo družino, v končni fazi 2 otroka, ko bosta, nista mala obveza, ne, treba je poskrbeti za to, da nekaj imata. Če slučajno gre vse narobe, kako kaj varčuješ, kaj daješ na stran, kako skrbiš za ta del, da tudi kar se osebno tiče, mirno spiš, tako kot pri firmi, kot si rekla. Nažalost, niti tega nimam poštelenega, pač nekaj je na strani, ampak ni v nekih investicijah ali nekaj tako, kot bi moglo biti, čisto odkrito. Tako da na tem moram še delati. Ampak na eno stvar, ki sem mogoče ponosna trenutno, je ta, da
Torej, bil je trenutek, če se vrnem nazaj, je bil trenutek, ko je moj partner mogel sebe dati na stran, zato da jaz svoje sanje uresničim, zavergam svojo firmo in tako naprej. Potem je prišel trenutek, ko je ta moja stabilnost njemu omogočila, da je on nekaj začel delati in tako. In zdaj se mi zdi, da smo na točki, kjer je tudi on nekaj svojega v bistvu pripravil, ni še popolnoma zaživelo, ampak je zelo dobra ideja. In dobro kaže. Zelo dobro kaže. Tako da, če ne bo iz ene strani, v bistvu bo pa iz druge strani nekaj. Znašli se bomo v vsakem primeru. No, torej, delnic nimaš ali pa kaj podobnega? Nič nimam. Kakšno pokojninsko varčevanje? Nič. Si pomislila, da bi morda, kot si najela finančnica za firmo, najela osebnega finančnega svetovalca, ki bi ti malo te finance tako da uredil, da morda ne stagnira, ampak ti dela več? Ali se bojiš, da bi morda lahko izgubila? Ma ne, to ne, samo če ne bi rabila jaz dosti delati s tem in si beliti glave, pol naj pač dela kar če, ampak če bi mogla jaz s tem ukvarjati, bi mi bilo pa preveč, zato se nisem še lotila, ker vem, da na začetku bi rabil mene, da pač povem, kaj dejansko želiš. Ja. Nisem še tam. Slovenci smo, kar se tega tiče, zelo polarni. Po eni strani smo ekstremno tradicionalni, imamo skoraj 29 milijard denarja na bankah, po drugi strani pa zelo hitro pademo na vse možne kriptozadeve in nekaj, kar je pa zelo tvegano. Kje misliš, da si ti, kot se poznaš si bolj ta skoraj imeti doma denar v nogavici ali pa pod pojslo, ali si 1000% donos, dajmo probati. Ali si bolj nekaj na sredi? Če bo 1000% donos, bom probala na tak način, da tudi če zgubim potem na koncu denar, da mi ni žal. Torej, dejansko en del, ki ga lahko pogrešiš. Točno to. Torej, ziheraš sem v smislu, me nekaj na strani in če hočeš kam vlagati, dej tako pač, da ti ni pol škoda tistega. To nas je mama naučila odvedno. Potem nas je naučila, da nikoli ne smemo kredita vzeti in leasinga. Ja. Torej popolnoma si brez kreditov. Popolnoma, mislim, vseh dolgov. Swai je pol za 200 jurjev vzel, kaj tisti, ki ga lahko vzameš iz danes na jutri in pol ga hitro vrneš nazaj. Revolving? Ja, to imamo. Za 200 jurjev, to vem, ker pride kdaj kakšna zaloga, ki jo moraš hitro poravnati, pa pač na unem računu ni, pa potem hitro vzamemo in se s tem poklapa. In tako vrnete, ampak tako, to je tako. Denar, ki je na razpolago, če ga rabite, ampak se tudi vedno pokriva nazaj. Ne? Tako, in glede na naše prihodke in vse, teh 200 jurjev ni nič. Torej spet ni rizično nič. Ne? Jaz nimam nobenih kreditov, nobenega nič, zaenkrat. Zdaj sicer drugače gledam, ampak mama nas je učila, da tega ne smemo, ker to je pač rizično preveč. In ja, raje me je denar v nogavici, to je pač njena teorija. In iz tam pač prihajam in nisem daleč padla konzervativna vlagateljica, kolikor si vlagateljica. Ja, ampak nasploh jaz imam eno svojo filozofijo, ki nobenemu finančniku ni všeč in tebi ne bo bilo všeč, ampak meni denar pač ne pomeni dosti. Jaz z njim ravnam, tako da ne vem, v katerem žepu ga imam, v kateri bundi ga imam, pa ne zato, ker ga imam preveč, ampak isto je bilo, ko nisem imela denarja. In sem bila povesela, ko sem našla 2 evra potem tam v tisti bundi. In moja teorija je, in meni dejansko deluje, da če se z njim obnašaš, kot da ti ne pomeni dosti, da bo kmalu tudi prišel nazaj. Zato, ker pač ne daješ toliko neke teze na njega in jaz ne vem, koliko imam na strani. In ne vem, koliko imam na bančnem računu, jaz nimam kartic, tako, ne vem, igračkam se malo. No. Res je izziv za finančne grozen izziv, grozen. Moje finančnice zgublja živce z mano, ampak pač na koncu mi funkcionira zadeva. Ampak kaj ti torej denar pomeni? Neko svobodo, neko... Ja. Ker ženske zelo drugače gledamo na denar kot moški. Ja. Nam je bolj to, da to nam pomeni, da bomo lahko, delali en dan manj, ali pa 2 ure manj, ali pa šle en vikend s prijateljicami več, ali pa otroku naredile mal lepši in boljši rojstni dan. Da ti da nek comfortable feeling, ne pa, da si nesramno bogat toliko, da te že skrbi, kot prvo, kdo se druži s tabo, kaj se ti bo z denarjem zgodilo, ne? Ker tem najbolj bogatim to lahko tudi 1000 milijard pade v enem dnevu. To je sicer grozno si sliši, ampak še vedno ima toliko denarja, da je tak, ne. Kaj ti, čist bolj nek mir. Ja, pač da greš.
Mi kot otroci smo vedno gledali našo mamo, kako je za vsak evro, oziroma takrat so bili še tolarji, za vsakih 50 tolarjev gledali. A če je nekaj bilo na popustu, je raje vzela dvakrat slabšo stvar kot uno, kar je res dobro, tudi če je bila una 50 tolarjev manj. Pa 50 tolarjev za mlajše, da to ni nič. Če zdaj razmislimo, koliko je bilo včasih 50 tolarjev, 25 centov. Otroci sploh ne bi razumeli. Ja, koliko je 50? 25 centov? Ne. Ja, ker 249 je bilo približno, torej 20, ne? Evo. To je 1/5. Ja. No, in moja mama je na to gledala, ne? Torej, če je nekaj 50 tolarjev manj, bo rejo vzela ono, kar ceneš. Tudi, če je slabše. Ampak, no in pač to smo ves čas gledali. Pa ne vem, je kupovala zelo, zelo, zelo malo mesa, ena piščančja prsa za celo 5-člansko družino na teden, ker pač bog ne da, ker meso je pač drago. Sicer res sem ugotovila, da smo imeli toliko malo denarja, ampak ona je nam ves čas govorila, da nimamo denarja. Ja, to je njen, še zdaj je to njen način, čeprav ima penzijo, no vse, in zdaj so sama, ampak to je njen način. In jaz sem si nekako zadala že kot mlajša, da pač jaz na tak način nočem živeti in da če si nekaj pač želim privoščiti, pa ne govorimo o, ne vem, nekih res luksuznih stvareh, ampak pač v osnovnih stvareh, to je bilo takrat v moji glavi, da nočem na tak način živeti enostavno in hočem otroku privoščiti, ko grejo z šolo na smučanje, da ima svojo opremo. To mi je bil ena travma, res iz otroštva mi je bila, ker sem dobila ono grozno opremo. Od moje sestre sem imela toliko prevelike rokavice, od moje sestrične bundo, nič ni bilo v redu v glavnem. In jaz sem ugotovila v prvem letniku, da obstajajo smučarske nogavice. V prvem letniku srednje šole. In so se mi smejali okoli, pač prijatelji. Tako, to, v svobodo, pač da lahko privoščiš osnovne stvari, je bila takrat ideja, zdaj sem pa itak na temu, da lahko privoščim tudi več kot osnovne stvari in sem pač vesela, da če pa kdaj prišel moment, da ne bom več na tej poziciji, pa pač si v redu je. Navajena in si predstavljaš, da greš tudi nazaj. Ja, ni. To je. Zdaj trenutno, ker sem vem, da je luksus, jaz se zavedam tega. To ni pač. In ceniš to. In cenim, absolutno. Omenili smo, da ženske zelo drugače gledamo na denar, da nam predvsem to pomeni neko svobodo in zadovoljstvo in neodvisnost tudi, ne? Neka stvar, ki jo imajo moški ekstremno radi in so njihove igračke, so avtomobili. Ne? In vsi za prvi resen denar kupijo nek ful hiter avto, ki se po možnosti takole vrata odpirajo, pa itak komi not pride, pa komi ven, sploh če je gospod malo starejši, ker sem že videla posnetke, ki je tam nek Lamborghini prišel, pa človek je šel po vseh 4 ven. Kako si ti recimo z avti? Vem, da kupuješ nov avto, boš zdaj kupila, sicer bi rabila 2, enega za družino pa enega zase, ampak si razmišlja, da bi kupila en SUV velik družinski, pa bi se pa ti pripeljala v nekem hudem Porsche ali pa Ferrari ali pa kaj takega, bi ti to kaj pomenili? Ma ni šans, ne, Porsche, Ferrari ni pomenil. Tudi Mitja je dejansko hotel, da si kupim Porsche, ker ma ni šans, ma pozabi, ne bom se s tem vozila, ker pač se ne čutim, ker nimam. Torej, kam zdaj ciljaš z novim avtom? Zdaj ciljem na boljši avto, še vedno Audi, ciljem na boljši avto in pač, ker mora biti večji, je potem tudi dražji, ne. Drugače ne bi me motilo, če bi se vozila pa že 30 jurjev je dosti, moj trenutni je stal 30 jurjev in takrat vem, da je bila to ful velika cifra in še zdaj je, ampak ne bi me motilo, če bi zdaj za 30 jurjev si kupila avto, ampak pač ja, treba bo dati več zaradi tega, ker pač iščem večji avto. In ker more biti, ker je že pozadek je kon velik. Končni fazi varnost, dva otroka in varnost, je na pač koncu, veliko si na cesti, verjamem. Ma tudi je malo princip, zdaj, sem se s kolegicami pogovarjala, one me razumejo, zdaj mogoče marsikdo ne bo, ampak pač, ko priješ do neke točke v lifeu, ko rečeš si delal ful, dajo dosti stvari na stran, praktično 10 let se nisem družila s prijatelji, čisto odkrito, 20 do 30 leta sem bila, sem delala in pač zdaj pri 33, če si ne bom privoščila malo boljšega avta, ne Ferrarija, ampak pač. Nikoli pa ne boš imela garaže, kjer bo noter 10 nekih pol milijona do milijonov vrednih avtov. Pa tudi moj partner po moje ne bi imel in to zaradi tega, ker sem mu čisto spremenila mentaliteto. Ker bi si zdaj lahko privoščil boljši avto, pa si je kupil minija brez zadnjih vrat, zdaj ko bomo dobili drugega otroka, imamo mi drugi avto minija, ampak glej, vsaj imamo 2 avta. Dokler en ne pade ven, je vse v redu. Druga stvar, ki so pa nasplošno Slovenci ekstremno nori, so pa nepremičnine. Mene vedno presenetijo podatki, koliko nepremičnin se kupi s cashom. Ti si rekla, jaz nimam nobenega kredita, mama nas je učila, pa vendarle to je vse nakup, ki pa ni lih vsak dan.
za nekatere je to en in edini nakup v celem življenju. Kako pa na nepremičnine ti gledaš, je to morda zate, veliko ljudi potem, ko ima nekaj denarja, kupi 3 stanovanja, magarča ima prazna in ima to kot za neko varnost, za neko penzijo ali pa recimo za otroke, ko bodo odrasli. Si morda ti tudi v tej skupini Slovencev, ki bi kopičila nepremičnine, čeprav jih ne uporabljaš ali ne oddajaš ali z njimi dejansko ne služiš. To imam pa malo drugačno filozofijo. Prejšnji vikend sem se kregala z enim kolegom, ki pač drugače razmišlja kot jaz. Torej, jaz, če bi kupila nepremičnino, jaz dejansko bi jo oddajala, zato ker vem, kakšni problemi so na pač nepremičninskem trgu, ko pač, ne vem, mamica z 2 otroci brez partnerja išče stanovanje in ga ne dobi. Tako da, če bi kupila stanovanje, bi ga oddajala in bi ga oddajala tako, da se bi mi meni zdelo fair za pač te ljudi, ki pridejo noter. To pač ne morem iz sebe. Ampak zaenkrat, če nisem kupila, to pa zaradi tega, ker ne morem kupiti. Enostavno bi mogla kredit vzeti. To se pa zlomi ta del. Prvo še počakajte, da takrat boš tako skeširala. Igraš zdaj slučajno igre na srečo, loto, jackpot? Ne, to je pa moja mama ful igrala. Si bomo privoščili, ko zadanemo na loto, je bila vedno. Čeprav smo Slovenci zelo dobri, ker sem zadnjič brala neke podatke, da mislim, da jackpot nadpovprečno velikokrat zadane Slovenija v primerjavi z... Zdaj je bil 6, pa imeli smo že par glavnih zadetkov, tako da smo kar dobri. Je pa res to, da je to ena na vsake toliko. Kaj pa kontra si kdaj v vsem tem času doživela, da te kdo poskušal ogoljufati oziroma da si dobivala ali kakšen mail, ki bi lahko bil zelo nameren, ali da te kdo poklical s kakšno ponudbo, ki bi bila lahko škodljiva zate, da so poskušali izkoristiti položaj, v katerem si in prijeti nekako do tvojega denarja. Nažalost, dostikrat. Sam sem dobila malo trdo kožo, kar se tega tiče, ker je bilo že v prvem letu, oziroma drugem letu, bom rekla, ko so videli malo bilance in tako, so začeli tipati, pa se je mlada, pa se pač nima pojma in pač se je spustila v nekaj, kar mogoče ni. In sem se tudi parkrat, samo niso bile to zdaj take napake, da bi lahko potem stale recimo ali biznisa ali pa meni osebno. Mislim, mojih financ na tašnem scale, da bi pač ni bil problem. Tako da sem zdaj toliko bolj previdna? Ja, ne samo previdna, ampak nezaupljiva tudi, bom kar rekla. In mi je žal, da je tako, ker kdaj pride kdo z dobrimi nameni, pa kar odpikam, ker pač imam toliko stvari v ozadju, da pač niti mi ne govori, niti da. In to bom mogla še malo delati na temo, bom rekla. Torej so ti te slabe izkušnje ostale in jih zdaj še nisi predelala in prešla? Ne, niti približno. Rekla si, da želiš imeti toliko denarja, da lahko lagodno živiš, pa vendarle, kaj se tebi zdi biti premožen, koliko denarja bi morala imeti, obstajajo statistike po različnih državah, kdaj se ljudje počutijo bogate, premožne, koliko denarja bi ti morala imeti, ali v vrednosti firme, ali v nekih naložbah, ali pač vsem, kar imaš, da bi se dejansko počutila bogato in bila popolnoma mirna. Sem že tam. Odlično. Ja, zaradi tega, ker tudi če nimam dodatne nepremičnine, tudi če nimam 10 Ferrarijev v garaži in tako pač, se pravi, to, kar jaz trenutno živim, je meni osebno luksus, glede na to, iz česa izhajam in v bistvu mi ne rabi več meni osebno. Je čisto dovolj, če ne celo preveč to osebno, kar imam, ker pač sem navajena živeti na veliko bolj skromni nogi. Kar mi je pa všeč, je pa to, da lahko v bistvu svoje ljudi okoli mogoče kdaj finančno podprem, bom rekla, ko prije kakšna prilika ali pa ne vem, mogoče si že želim, da gremo smučati za moj rojstni dan, pa pač vsem plačam to smučanje. To so take stvari, ki potem me pač, ne vem, razveselijo, da pač sem zmožna to narediti in to je meni luksus. Kako pa se razvajaš? Rekla si 10 let, skoraj se nisem družila, delala sem, mož, hčerka, biznis. Kaj pa zdaj, ko si pa prišla do tega, da kot si rekla, lahko zdaj celi ekipi plačaš smučanje, ampak zase, kaj narediš? Kaj se, takrat, ko si enkrat slabe volje ali pa kakšna slaba številka ali pa te nekdo razjezi ali pa je res težek dan in si rečeš,
ženske smo zelo hitri, nekaj malega si kupimo, ne vem, na en klepet gremo, na eno masažo gremo in smo drug človek. Kaj ti zase narediš takrat, ko rabiš malo spodbude? Več stvari je. Fitness je ena taka stvar, sicer, ki me drži, ker sem pač sama s sabo in se pogovarjam sama s sabo v glavi. To potem, ne vem, že da grem s Tamalu na sladoled mi je taka, ali pa s puncami na Aperol, ki zdaj ne morem. Ampak vikendi mi dosti pomenijo, no? Da sem z ljudmi, ki jih imam rada. Moram pa nekaj priznati, o tem še nisem govorila. Torej, jaz imam 33 let in sem na točki, kjer praktično grem lahko kadarkoli na dopust, kadarkoli na kakršnokoli pijačo, bolte naročim in pač bi bilo... Se ti ne pozna nikakor? Ne, nič se mi ne pozna. Se čuje ful grdo, ampak pač tako je. Medtem ko pa moji okoli pa niso lih tako, ne, pri 33, torej ta moja generacija prijateljev ni na taki točki, večina. In ko si jaz hočem nekaj privoščiti, pa oni rečejo, nimam denarja, nimam časa in to, zato ker so oni zdaj, ne vsi, ampak dosti jih je na točki, kjer dela isto, kot sem jaz delala od 20 do 30 leta. Jaz sem bila ful zgodnja. Jaz sem pač že zgodaj imela začrtane plane, začrtano, kaj si želim v življenju in tako, in sem ful hitro potem do tega tudi prišla. Kar je sreča in trdo delo hkrati. In potem je tako, dej plačam jaz, politik nočejo, da plačam, ne? Ker imam pač take prijatelje, da ne dovolijo takih stvari, večinoma, in potem me tu malo zaustavlja, da pač ne morem z njimi uživati, kot si želim. Torej niso prijatelji, ki bi mislili, da zato, ker imaš denar, moraš vedno ti plačati, ker to se rado zgodi. Ne. Te ljudi, ki imam res ob sebi, res so preprosti ljudje in zato jih tudi cenim in oni meni cenijo in tako. Sej kdaj dovolijo, sej daleč tega, da ne, ampak tako generalno... Ni pa, da bi se zdaj prisesali na te in pričakovali, da ti plačuješ vse, ne, večerje, smučanja, dopuste, vikende za punce, da je kar po defaultu vikend punce, Petra plača vse. Ne dovolijo. In potem, se pol tudi se jaz pač previdno to počnem, recimo, ko oni kdaj hočejo častiti, valjda ja pač časti, ker vem, kakšen je občutek, ko ti hoče nekdo non-stop kupovati nekaj, najden pač nisi sam s sabo, okej, tako da pač jim pustim in valjda in sem tiho. Ženske imamo rade kakšno določeno stvar, ki jo nosimo, imamo fetiš na nekaj, jaz recimo imam na čevlje, pa na torbice, pa na prstane, kar je že kar veliko. Na kaj imaš ti, kaj recimo imaš nečesa čist preveč, ne vem. Super, sem jih hotel reči. Prav gledaš. Ne, jaz imam tudi recimo 2 predala športne opreme, sicer pol nosim 3, ampak nekako vedno se mi zdi fajn, da kupam nekaj lušen za športati. Ti torej superge. Superge, to je tako, pač Mitja, torej moj partner pravi, da če sem že enkrat nehala kupovati bele superge, sem na bele superge, sem bila nora, zdaj sem sicer malo prešaltala, tudi na barve, ampak ja, polna omara. Res, vse pol jih dajem na Rdeči križ in te kontejnerje ali pa mogoče kakšne kolegice kdaj tako, ampak pač. Ja. Koliko imaš pa pajkic? Ja, pajkice pa tako, ni da imam obsesijo z njimi, ampak itak jih moram sprobati. In po moje jih imam kakšnih 50 parov. Sam pač, to so pajkice, ki pridejo in grejo, pa jih moraš naprej, ker moraš nove sprobati. Koliko jih pa dejansko nosiš, ko greš na fitness, na trening? Jih. Večinoma si tak črne vzamem za sprobati, ker sem bolj v črnih komod. Tako da, ne vem, enih 20 sigurno nosim. Jih rotiraš, ni tako, da imaš ta zgornje 3, tako kaj jaz, ta zgornje 3 vzamem, vse ostale so pa tam, ker se mi ne da tam za neki... Ne, moram rotirati, jaz moram, da jih probam, ne. Tako je. Prva velika naslednja stvar, ki jo pripravljaš, je kaj takega, kar lahko poveva oziroma že veš, da se bo zgodilo zdaj, recimo v naslednjem mesecu do konca letošnjega leta, ali pa morda na začetku prihodnjega. Dobro, zdaj tako prihaja Black Friday, ne? Ampak zdaj sem na točki, kjer hočem, da firma, da temelji držijo firmo gor, ko jaz grem, v narekovajih, ker sigurno ne bom šla 100% porodniško. In kar vem je, kar se ne bo zgodilo in ne bo se zgodil pop-up naslednje leto. In zaradi tega v bistvu pripravljamo te walking clube, v katere smo že zdaj vstopili, prvega smo imeli že zdaj v Mariboru. In je bil zelo dober odziv. In je bil zelo dober odziv, tako simpatičen. Je tako bolj preprosto, ne vem opisati, ni pač big, ampak je
pridejo res oni, ki so core community, pa pač dobijo goodie bag, pa se spoznamo, pa imamo cajt poklepetati, če pač kdorkoli želi in tako naprej. Tako da to bo naslednje leto na večjem skalu, bomo šli do več mest v Sloveniji, kar mi je tudi full cute, ker pridemo mi do njih, ne rabijo oni na obalo prihajati. Ja. To in kar pa vem, da se bo zgodilo in bo velik boom, to je bolj produktno, to je pa naslednji mesec, pridejo ene nove trenirke in vem, da bo full velik boom, se zdaj ful čuje čudno, ampak mi smo imeli ene trenirke čisto na začetku, mislim, da je bilo prvo leto obstoja, čalk trenirke in so naredile tak boom svoj brendu, da pač še zdaj jih iščejo in sprašujejo, če pač pridejo nazaj. In od takrat smo imeli proizvajalca in nismo prišli do tega, kar bi čalk mogel biti, kvečemu smo šli dol. Zdaj pridejo neke nove trenirke in vem, da bo folk ponarel. To je tvoj notranji instinkt, ali ti je finančnica rekla, ali si naredila test med skupnostjo, ali je čist tvoj notranji gut feeling, to bo to. Nisem jih dala še na socialna omrežja, ker vem, da bo padla potem prodaja trenutnih trenirk, ki imamo. Ampak je pač punce v pisarni, vidim njihov odziv, vse so ful navdušene, medtem tudi finančnica, kar je tako. Ona je pač prava finančnica, jo je treba res navdušiti, da je navdušena. Ne? Ja, in zato, ne, vem, da bojo, ker pač vidim odzive že mojih punc in zato ti pravim, niti ne dajam na socialno mreže, ker to bo bum, pač to bo bum. Ja. Da končava z enim dobrim svetom, Svaj in ti, podobno kot investitorka v Pradi, želimo graditi skupnost, izobraževati, ljudem ponuditi nekaj, kar jih bo izpopolnjevalo, kar bo imelo hkrati tudi nek širši vpliv. Kaj je bil do zdaj najboljši nasvet, ki si ga dobila in bi ga ti delila s svojo skupnostjo? To pretežno so ženske, pa vendarle moških ne bomo izključevale. Kaj je tak nasvet, ki se ti zdi, da bi ga vsaka ženska, ne glede na obdobje, sploh pa recimo mlade, potrebovala, da bo bolj opolnomočena, bolj samozavestna in bolj samosvoja? Ja, jaz, tako kot je slogan Svoja, it starts with you, torej vse se začne v nas. Ne? Jaz mislim, da se premalokrat poslušamo in premalokrat si ženske pač nasploh upamo stopiti v mogoče najprej neko cono neudobja, da pridemo potem do udobja, da nam preveč pomeni neka stabilnost in jo premalokrat zatresemo, da pridemo do še nekega boljšega outcoma. In mislim, da je to za Slovenke ena zadeva, ki zelo, zelo drži. Ja, pa ne morem, pa pa to. 1000 stvari. 1000 izgovor, zakaj ne? Tako. In ja, to, da si pač večkrat upamo, ker pač dejansko smo, ženska itak sama po sebi je močna. Posebej skozi vsa obdobja ženstvenosti, ki prehajamo. Gremo čez težave, ki si jih moški niti ne morajo zamisliti. Ja, tako. Tako da pač res smo močne in res smo zmožne narediti marsikaj in just go for it. Petra, najlepša hvala za tole, da si bila moja prva gostja, da si delila z nami vse to. Uspešno, srečno, tako poslovno kot zasebno. In upam, da bo tale trenerka naredila tak bum, da bova se čez en let dobile, pa boš rekla, to je bilo tisto, kar sem pri tebi napovedala. Zdaj grem pa za en mesec na dopust. Na porodniško. Na porodniško, pravo porodniško. Hvala. Hvala enako. Drage moje dame, kot ste slišali Petro in seveda tudi gospodje, pogumno, upajte si, bodite samozavestne in predvsem srečne in do naslednjič.